Dajmo pogledati vaš pogled, strelci. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo z dodatnimi kartami še malo bolj podrobno pogledali, kaj točno se dogaja, da bi dobili malo več informacij in nasvetov, kako izboljšati vašo situacijo in si ustvariti lepše življenje. To so splošne napovedi, zato se je potrebno vse pomene interpretirati po lastni presoji. Tisto, kar se ne poistoveti z vami, ignorirajte, vse ostalo pa sprejmite brez najmanjšega dvoma. Evo, dajmo mi kar začeti. Ok, zanimivo. Zdaj samo tako neka opazka. Tukaj imamo dve kraljici, kraljico mečev in kraljico palic. In mislim, da so imeli raki, ja, raki so imeli, pa kralja palic in kralja mečev. V bistvu iste karte, samo da oni so imeli raka in, mislim, oni so imeli kralja, dva kralja, vi pa imate dve kraljice. Bomo videli še, kaj to pomeni, ampak lahko to nakazuje, da ste na nek način močno povezani z nekim strelcem. Z rakom. Kot splošno energijo tega pogleda imamo tukaj karto obešanca, kar pomeni, da boste vi, strelci, v tem tednu nekako pogledali na stvari iz popolnoma nove perspektive. Videti je, da se boste na nek način odmaknili od situacije in pogledali na njo iz popolnoma drugega zornega kota. Zelo možno je, da tukaj ogromno imate nekih vprašanj, kaj se tukaj nekaj dogaja. Evo, nos me srbi, torej nekaj vam smrdi tukaj, nekaj, mislim, smrdi v smislu nekaj, ne smrdi, kot da vohate, da smrdi, ampak tako, ne, saj veste, kaj mislim. Pač nekaj vam je sumljivo, evo tako. Nekaj vam je sumljivo in to vam bo nekako, zato ker vam je to nekaj sumljivo, vas bo to nekako navdihnilo, da bi se v situacijo umaknili in da bi na njo pogledali iz nove perspektive. Dajmo pogledati, kaj točno je tukaj videti. Torej, v preteklosti imamo karto sonce in karto zmirnost. Torej, videti je, da v preteklosti, to gre lahko za prejšnji teden, oziroma lahko tudi dlje časa nazaj, odvisno, to si boste sami nekako interpretirali. Ampak videti je tudi, da se je tukaj zgodil nek lep dogodek, neko veselje, neka sreča. Tukaj ste nekako se počutili razigrane, zadovoljne. Lahko da je tudi kaj z otroci, ker imamo tukaj na karti otroka. Torej, videti je, da ste nekako našli neko srečo, veste, da je vaš cilj še daleč, dokler se to nekaj realizira, ampak nekako ste, pač veste, da treba iti korak po koraku, nekako držite to svojo notranjo mirnost, uravnavate nekako energije, nekako držite neko notranje ravnovesje za to, da bi recimo prišli enkrat do tega cilja. Ampak nekako veste, da prihaja, veste tudi, da je še daleč od tega cilja, ampak ohranite to neko notranje ravnovesje, neko pozitivnost glede vse te situacije. Zdaj tukaj imamo viteza palic in kralja kelihov. Zdaj to gre lahko za dve osebi, in od tega je ena oseba zelo taka, nekako mi to bolj, mislim, to so lahko vlogi tudi obrnjeni, ker je to splošna napoved, ampak v splošnem za največ strelcev bi rekla, da ta karta predstavlja vas. Vi ste na nek način še vedno v teh energijah nekega zadovoljstva, nekega veselja, imate ogromno nekih idej, motivacije, zagona, nekako videti, da se spopadate z vsemi situacijami nekako ful lahkotno, tako, na nek način ste zelo, na nek način zelo lahkotno jemljete življenje zdaj v trenutni situaciji. Ampak tu pa je še ena druga oseba, nekako bolj nekako stabilnejša od vas, bolj nekako mirnejša in močnejša na nek način. Ampak tako kot mi kaže tukaj, na nek način je z vami, ampak je obrnjena od vas. Na nek način ima ona neke svoje cilje, neke svoje, tukaj vidim kot, pač v splošnem je tukaj neka lepa harmonija, ampak kot da ta odnos na nek način vsak nekako svojo pot pelje naprej. Ne vem, bomo videli. Tukaj zaenkrat imam še dosti nekih vprašanj,
še dosti nejasnosti vidim, ampak potem, ko razložimo, bomo bolj natančno videli, kaj točno se tukaj dogaja. Dajmo pogledati zdaj še kar prihodnost. Torej, tukaj imamo kraljico palic in kraljico mečev. Torej, če ste kakorkoli povezani z raki, je tukaj zagotovo v bistvu gre za nek zelo močen, zelo poglobljen odnos. Drugače pa, če recimo če niste z raki povezani, je to na nek način, bi rekla tukaj, da gre za iste energije kot pri rakih. Torej, na nek način boste tukaj uravnavali vaše notranje energije. Se pravi, vsak ima v sebi moško in žensko energijo. Ženska energija je bolj intuitivna, umetniška, kreativna, nežna, skrbi za druge in tako naprej. Moška energija pa je bolj usmerjena k cilju, korakom, strategiji, strukturi, vse so neki procesi, tukaj niso čustva v ospredju, ampak je bolj v ospredju miselnost, intelekt in take stvari. In tukaj je nekako videti, da boste te energije v sebi uravnavali. Torej, da boste našli neko ravnovesje med to harmoničnostjo, kreativnostjo, nežnostjo in med tisto odločnostjo, taktičnostjo in strategijo. Evo, nekako tako. Dajmo zdaj pogledati malo bolj podrobno, kaj nam govorijo te karte. Evo, tukaj imamo ponovno sedmico kelihov, ki smo imeli že tukaj spodaj. Se pravi, definitivno v preteklosti so tukaj prišli neka vprašanja, so se začela pojavljati. Imamo pa kraljico kelihov, desetico kelihov in sedmico mečev. Torej, definitivno to veselje, ta sreča se nanaša na nekaj v družinskem odnosu. Lahko je to recimo z vašim partnerjem, lahko je to z vašimi starši, lahko je to med vašimi sorodniki. Ampak tukaj je na nek način videti neko zadovoljstvo, veselje, skrb za druge, ampak skrb bolj na čustvenem področju. Torej, na nek način ste bili v preteklosti zelo čustveni do nekoga. Nekako ste dali to neko čustveno podporo in ravno to vam je pomagalo priti do nekega tega stabilnega, lepega življenja. Ampak tle je neka oseba in v bistvu to se mi že večkrat pojavlja pri vaših napovedih, da je vedno neka oseba, ki nekaj skriva, ne vem, kdo je to. Ampak tle se mi zdi kot neka oseba, ki na nek način, zdaj, to ste lahko tudi vi, lahko je to neka tretja oseba, ne, to je zdaj spet pri vsakem strelcu malček drugače, ampak jaz bi tukaj rekla, kot da je neka oseba, ki si jemlje ne pravice, ampak ki nekako misli, kot da je to vse po njeni zaslugi, čeprav ni. Ne vem, nekako tako. Dajmo pogledati, kaj je akcija, kakšno akcijo ste brali in izid. Ja, v bistvu tle je neka oseba v vašem življenju. Za večino strelcev, spet, lahko ste to vi, ampak tukaj je neka oseba, ki si jemlje pravice, mislim, ne pravice, ki si jemlje v bistvu nekako ima v mislih, da je ona na nek način prispevala, da se vse to nekako zgodilo. Nekaj v tem smislu. In recimo akcija, ki ste jo izbrali, videti je, da ste šli proti tej osebi na nek način in ta oseba je tudi dejansko nekako pomagala v tem odnosu, nekako je pripomogla, da je ta odnos nekako spravila v neko harmonijo. Ne vem, bomo videli zdaj, kaj je tukaj. Vidimo, kaj se tukaj zdaj v trenutni situaciji dogaja. Imamo trojko mečev, kralja novcev obrnjenega in petico kelihov obrnjeno. Spodaj imamo samotarja. Okej. Dobro, jaz bi rekla, da tle zdaj v trenutni situaciji, če gre to za nek vaš odnos, predvsem ta odnos tukaj, ko smo imeli to desetico kelihov, mogoče trenutno niso energije glih najlepše.
Na nek način se zdi, kot da je v bistvu, kot da gre vsak svojo pot, kot da nekako vsak po svoje živi svoje življenje ali pa gleda na to situacijo. Se pravi, na nek način ne bi rekla, da tukaj zdaj ful nekaj slabega. Jaz bi rekla, da za večino strelcev, da se tukaj mogoče, ne vem, zgodil nek prepir, mogoče tudi ne prepir, ampak enostavno nekako je vsaka oseba usmerjena v nek svoj fokus. Ampak vidite, da se vi zaradi tega strelci precej obremenjujete, ali pa ste se, mogoče, da ste zdaj že to nekako prerasli, če ste že pri tej karti, ste to že dali čez, ampak vsekakor vidite, da vas je na nek način to razočaralo, prizadelo, na nek način ste čutili to neko žalost zaradi tega dogodka oziroma zaradi te situacije. Ampak nekako je videti, da sredi, mogoče ste že zdaj v tej energiji tega kralja novcev ali pa še pridete sem, ampak vidite, da tukaj boste pol dobili neko stabilnost, nekako boste prepoznali, da ste močnejši od vsega tega in vidite, da boste s tem tudi uspeli premagati neko žalost. Uspeli boste na situacijo pogledati iz druge perspektive in tukaj boste našli nekaj lepega. Dajmo pogledati na svet za vas. Trojka palic in izid, štirka mečev. Ok, na svet je tukaj ta trojka palic govori o tem, da vi že točno veste, kaj si želite in kaj morate narediti. Kateri korak morate ubrati v tem odnosu, da bi se to nekako, da bi se te energije uravnale. Tako da karte vam govorijo, da vi že veste in da vse, kar morate narediti, je, da sam naredite korak naprej. Kot izid se kaže štirka novcev in tukaj bi jaz rekla, da boste v bistvu ravno s tem korakom uspeli priti do te harmonije. Povezava z vašimi, torej povezava med srcem in možgani, med vašim kritikom in notranjim jazom, med žensko in moško energijo, kar se vidi, da se nekako napeljuje potem na prihodnost. Torej, definitivno tudi seštevek teh dveh kart nas navezuje na karto kočija. Karta kočija pa je karta, ko greš proti svojemu cilju in kljub temu, da te vlečejo ene energije v eno stran, druge energije v drugo stran, ti vseeno ostaneš fokusiran in greš naprej. In tukaj vam dejansko karte svetujejo, da vi veste, kaj morate narediti, čas je, da naredite ta korak in stopite naprej. Sponzor tedenske napovedi imamo zdaj kriptovodo. Če vas zanima, so v opisu vsi linki, ki vas pripeljejo do tega, če vas zanimajo te kripto stvari. Ok, dajmo pogledati prihodnost strelci. Karta stolp. Kaj se bo to... Ok. Ok. Vse je v redu. Malček sem se ustrašila že za vas, strelci, ampak vse bo v redu. Zdaj tako, ne se ustrašiti pred mano, mislim, ne se ustrašiti še, dajmo pogledati skupaj, kaj so te karte. Torej, vi boste tukaj našli neko stabilnost v sebi, ampak potem v prihodnjem tednu, lahko se to zgodi tudi malček kasneje, zdaj za vsakega strelca bo odvisno, ampak jaz bi rekla, da za večino strelcev bo to že kar kmalu. Tukaj bo prišlo do nekega dogodka, ki bo na nek način v vas vzbudil precej nekih skrbi, dvomov. Nekaj se bo sesulo, nekaj se ne bo izšlo. Zdaj to ni nujno, da je nekaj ful velikega. To je lahko recimo čisto nek tak, da imaš recimo neko željo in da recimo, da si planiraš, ne vem, v sredo 4. si planiraš neki izlet in potem te doleti novica, da pač, ne vem, recimo sprejmejo nove ukrepe in ne moreš iti, recimo. Pač to ni nujno, da je zdaj nekaj, da ni nujno, da je to zdaj nekaj ful velikega. Jaz bi rekla, da je to pač nek dogodek, ki vas bo na nek način presenetil, na nek način šokiral. Predvsem bo potrebno ohraniti, tukaj imamo še svečenika in osmico kelihov obrnjeno. Ok. Predvsem boste mogli ohraniti v sebi neko notranjo moč. Zato, ker nekako ta dogodek ne bo glih prijeten, da bi bil to zdaj ful neki, mislim, ne bo tudi zelo travmatičen, to sem že rekla, ne, ampak vseeno boste mogli ohraniti neko svojo notranjo moč. Recimo, če ste imeli planiran ta izlet in potem se zgodi nekaj, da na ta izlet ne morete in imate recimo otroka in ta otrok je potem ful žalosten, ne, in tebi je hudo, ker je otrok žalosten, ampak ohraniš to svojo notranjo moč in se mu ne, v bistvu, ne hraniš te njegove žalosti, ampak mu s to močjo pokažeš, da je v bistvu
situacija drugačna, da je da lahko tudi drugače pogledaš na stvari. Videti je, da se boste na začetku zaradi te situacije malček obremenjevali. Sam da povem, da je bil to samo primer, ne? Tako da ne boste vsi strelci zdaj pač bili v taki situaciji. To je lih tako, da si lažje predstavljate, kaj nekako karte hoče povedati. Ampak videti je, da na nek način se boste obremenjevali, sekirali, imeli boste neke misli, kot da v prihodnosti ne bo več tako lepo, kot si mislite, da bo, ampak že kmalu zatem, jaz vas vidim, že kmalu zatem boste tukaj našli to neko moč, tukaj se bodo začele neke energije usklajevati. Zdaj, če to zdaj s tem odnosom, ne, če gre tukaj za nek odnos, zdaj razumem, vse jasno. Se pravi, zdaj trenutno v tem odnosu, kot ste, ali pa je to lahko z neko vašo situacijo, niste na enaki valovni dolžini. Ena oseba je bolj nekako napredovala, ena oseba je manj napredovala. Ampak videti je, da nek dogodek bo nekako, na nek način bo sesul vse skupaj, na nek način bo vaše življenje prinesel neko presenečenje, nek tak neprijetni šok, ki vas bo malček obremenjeval. Ampak ravno ta šok, ravno to presenečenje, ravno ta neka sprememba vam bo pomagala, da boste tukaj našli v bistvu to neko harmoničnost, da boste nekako uravnali ta odnos. Se pravi, te dve osebe bosta potem prišle obe na isto valovno dolžino. Ravno zaradi tega dogodka. Tako da ta dogodek je dober. In tukaj imam potem karto zaljubljenca. Se pravi, ta karta še dodatno dokazuje, da se ti dve osebi na nek način dosežete isto stopnjo, jaz bi rekla isto stopnjo duševnega razvoja. Tukaj imam potem tudi pod karto močjo imamo karto svečenika, to je karta poroke, tradicionalnosti, nekega izobraževanja, neke religije v smislu, mislim tako, pač nekaj tradicionalnega, nekaj močnega, neka zaveza. In glede na to, da imamo tukaj karto zaljubljenca, bi rekla, da v bistvu se bo točno to pri vas zgodilo. Zdaj ni nujno, da se boste vsi strelci poročili, ampak na nek način gre tukaj za neko potrditev. Recimo, to je lahko tudi vselitev v skupno stanovanje, lahko je podpis neke pogodbe, lahko je enostavno pogovor, s katerim nekaj res dosežeš in nekaj zacementiraš, tako nekako bi rekla. Dajmo pogledati še na svet in izid. Na svet je as kelihov obrnjen in izid je as palic obrnjen. Zdaj, zanimivo. Zdaj tako, karte vam svetujejo, da vi tej osebi nekaj, pač ta oseba, s katero ste zdaj v tem, mislim, s katero boste prišli do te neke situacije, ki vas bo bremenila. Tukaj vam karte svetujejo, da poveste svoje čustva, da izrazite, da v bistvu, da izrazite to svojo čustveno plat, da poveste, kaj vam leži na duši in da ste zelo nežni, da ste zelo čustveni, da ste zelo tako prijetni na nek način. Nežni, mislim, ne, to sem že rekla. In v bistvu s tem, ko boste vi to naredili, vam bo ta druga oseba v bistvu dala nekaj, kar vam bo odprlo neko novo pot, nekaj vam bo razjasnilo. In tukaj imamo karto zmernost obrnjeno, kar v bistvu se zelo lepo poda tudi s to karto, ki jo imamo tukaj na sredini, karta zvezda. In zdaj, če vidite, imajo obe karti imajo na nek način neke vrče, ki jim pretakajo vodo. Zdaj, tukaj je videti, da ta gospa iz obeh vrčev preliva vodo na zemljo in se te dve vodi združita. Medtem ko ta pa v bistvu vodo pretaka iz enega kozarca v drugi. In zdaj, to bi pomenilo, da v bistvu s tem, ko boste vi tako bolj čustveno pristopili, boste v tem odnosu nekako začeli iskati to ravnovesje, to harmonijo in to nekako, da so obe osebe na neki isti valovni dolžini. In ta karta, to smo imeli tudi prej in sem govorila o tem, da ste na vaši poti do cilja in to bo v bistvu samo en korak, ki vas bo pripeljal bliže temu vašemu cilju. Ste na poti do cilja, cilj je še daleč, ampak ta korak je pa odločilen in vas bo v bistvu potisnil naprej proti temu, čemur stremite. Strelci, zelo zanimiva napoved. Hvala, ker ste ostali z mano do konca in se vidimo potem naslednji teden.